imena Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Je s tvojim duhom. Dragi bratje in sestre v Kristusu, še posebej dragi brati iz Srpske pravoslavne cerkve in še ostali, morda iz Evangeličanske cerkve, Vinkošne, ki ste se nam pridružili nocoj. Nadaljujemo našo molitev, sedaj tudi z najsvetejšo daritvijo, sveto Evharistijo. To je tista ura, v kateri je Jezus rekel: Oče, naj bodo vsi eno, kakor midva. V to uro se vračamo v tem trenutku, ali smo potegnjeni vanjo. Zato v tem duhu res odprimo svoja srca, da jih bo Bog lahko razžaril, da bodo, kakor bomo slišali v Evangeliju, da sta bili srci obeh učencev na poti v Emaus goreči, da bodo takšna goreča srca naša nocoj. In ves ta teden, ko bomo molili za edinost kristjanov. Najprej pa priznajmo in obžalujmo svoje grehe, še zlasti grehe opuščanja dela za edinost med nami. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Vsemogočni Bog, ti zbira svoje razkropljene otroke in jih ohranjaš v edinosti. Dobrotno skrbi za cerkev svojega Sina. Vsi smo posvečeni v enem krstu, naj bomo združeni v pravi veri in medsebojni ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Vsa zemlja je imela en sam jezik in isto govorico. Ko so se ljudje odpravili od vzhoda, so našli ravnino v šanarski deželi in se tam naselili. Rekli so drug drugemu: delajmo opeko in jo žgimo v ognju. Opeko so uporabljali namesto kamna in zemeljsko smolo namesto malte. Rekli so: sezidajmo si mesto in stolp, katerega vrh naj sega do neba
in naredimo si ime, da se ne bomo razkropili po vsej zemlji. Gospod je stopil dol, da bi si ogledal mesto in stolp, ki so ga postavili človeški otroci. In Gospod je rekel: Glej, eno ljudstvo so in vsi imajo en jezik, in to je šele začetek njihovega dela. Zdaj jih ne bo nič več zadržalo. Karkoli bodo hoteli, bodo naredili. Dajmo, stopimo dol in tam zmešajmo njihov jezik, da ne bodo več razumeli govorice drug drugega. In Gospod jih je razkropil od tam po vsej zemlji in nehali so zidati mesto. Zato se je imenovalo Babel, ker je tam Gospod zmešal jezik vse zemlje in od tam jih je Gospod razkropil po vsej zemlji. Poslušali smo Božjo besedo. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku.
Strmeli so, se čudili in govorili: Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci? Kako da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku? Parti, Medici in Elamci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečani in Arabci, vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. Vsi so bili osupli in si tega niso znali razložiti. Drug drugega so spraševali, kaj naj to pomeni. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Glej, prav tisti dan, prvi po soboti, sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas, ki se imenuje Emaus in je 60 stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In med tem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: o kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo? Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni? Kaj neki, je rekel. Dejala sta: to, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom, kako so ga naši veliki duhovniki in poglavarji dali obsoditi na smrt in križati. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Povrh vsega tega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so celo videle, kako so se jim prikazali angeli, ki so povedali, da on živi. Nekateri od naših so šli k grobu in so našli vse tako, kakor so pripovedovale žene,
njega pa niso videli. In on jima je rekel, ones pametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali preroki. To je Kristusov evangelij. Dragi brat v škofovski službi, dragi bratje v duhovniški službi, dragi bratje in sestre v Kristusu, da bi se nocoj pa v teh dneh naša molitev za edinost kristjanov dvigala in širila po svetu, kakor se širi von kadila po tem prostoru, s katerim posvečujemo ta prostor, pa tudi sebe, da bi bili Bogu prijetna daritev. Da bi nam Bog dal milost, da bi se mogli uživeti in doživeti žalost in bolečino, ki jo je Kristus doživel takrat pri zadnji večerji, ne samo zato, ker je doživel izdajstvo in zatajitev, ampak tudi zato, ker je čutil in vedel za needinost med nami, kristjani, ki se bo dogajala. V tem tednu molitve nam dalitski kristjani v Indiji polagajo na srce, da bi premišljevali ob Božji besedi in sicer ob tisti Božji besedi, ki jo je zapisal Mihej in smo jo slišali prej pri molitveni uri, v kateri se ljudstvo sprašuje, kaj Bog hoče od mene. Kaj Bog hoče od nas? Kdaj? Kar zdajle. Kaj Bog zdajle hoče, v tem trenutku hoče od nas? Za prihodnji trenutek niti ne vemo, ali bomo še živeli ali ne. Zato ni pomembno, kaj hoče Bog jutri od nas, ampak kaj hoče v tem trenutku. In če smo verni poslušalci Božje besede, potem gotovo želi, da v tem trenutku resnično molimo drug z drugim in drug za drugega. Drug z drugim, bodisi da smo tukaj skupaj, kakor je gospod duhovnik iz Srpske pravoslavne cerkve z nami in skupaj z nami moli, bodisi da molijo druge krščanske skupnosti v svojih skupnostih. Smo vseeno povezani v molitvi. In Bog hoče, da v tem trenutku zares iskreno molimo drug z drugim, pa tudi drug za drugega. Na to iz Mihejevih besed, kaj Bog hoče, da storimo, izhaja najprej, da ravnamo pravično. Ker ti tako potem Bog odgovarja ljudstvu po preroku Miheju. Ne pričakujem in ne zahtevam od tebe žgalnih daritev in drugih daritev in dolgih molitev, ampak pričakujem najprej pravično ravnanje. Gotovo spada v to pravično ravnanje, da drug drugega spoštujemo, da drug drugemu priznamo, da smo po krstu Božji otroci, da smo vsi pri krstu slekli starega človeka in oblekli novega človeka. In to je temelj naše edinosti, tudi temelj naše resnične povezanosti v Kristusu med seboj. Potem je gotovo pravično tudi to, da se zavemo, da smo mi vsi generacije, ki smo stoletja oddaljene od tistega trenutka, ko je se zgodila ločitev. Zato ne nosimo osebne krivde za to. Lahko pa nosimo osebno krivdo, če danes premalo naredimo za to, da bi gradili edinost.
Na to pravi prerok, da spada v to, kar nam Bog naroča, da naj delamo tudi v tem trenutku, da ljubimo dobrohotnost. Ljubimo dobrohotnost, biti dobrohoten, kar pomeni, da dobrohotno gledamo na razlike drugega. V razlikah lahko iščemo samo tisto, kar nas ločuje, kar nas boli, ali pa lahko v razlikah, čeprav jih vidimo in priznamo, iščemo tudi to, kar je dobro, da smo dobrohotni. Pa ne samo, to ne velja gotovo samo za odnose med različnimi verskimi skupnostmi, ampak tudi sicer v življenju. Biti dobrohoten, gledati drugega najprej dobrohotno, najprej videti to, kar je dobro v njem. Ne, da bi si seveda zatiskali oči tudi pred zlom, ki je v nas in med nami. Pa tudi, da drug o drugem, pa v razlikah, ki so med nami, iščemo pozitivne, povezujoče stvari, ki bogatijo. Kaj te razlike so tudi bogatstvo. Samo če pomislimo na različnost liturgij, kolikšno bogatstvo je tukaj. Pravoslavne liturgije, katoliške liturgije, evangeličanske, protestantske bogoslužja. Koliko bogatstva je v tej različnosti. In Bog po preroku Miheju pravi še naprej, pa še ponižno hodite z Bogom, skupaj z Bogom ponižno. Ponižnost je gotovo ena izmed najpomembnejših kreposti. Pravzaprav se iz nje rojevajo potem lahko druge. Ponižnost pomeni, da smo se pripravljeni učiti drug od drugega. Ja. Da se lahko od vsakega nekaj naučim. Da ne stopim naproti drugemu z samovšečno držo, da mi nič Bog po njem ne more dati. Prosimo Gospoda za takšno ponižnost, da bi res zmogli drug od drugega se učiti, da sploh zaverjamemo v to, da se imamo drug od drugega kaj naučiti. Ponižnost pomeni, da smo sposobni tudi medsebojne pomoči, takrat, ko je to potrebno. V stiskah, ki niso majhne v našem času. Kako pomembno je, da smo dovolj ponižni, da stisko drugega sploh opazimo in da lahko priskočimo drug drugemu na pomoč. In k ponižnosti spada tudi to, da v svojem srcu gojimo iskreno ljubezen drug do drugega, ne glede na razlike. Bog je prvi, ki nas lahko ne bi ljubil, zato ker smo od njega tako v grehu različni, da mu v grehu prav nič nismo podobni. Pa nas vendar tako ljubi tudi v grehu, da je postal človek zaradi tega, ker smo mi grešniki. In je tudi umrl na križu zato, ker smo mi grešniki. In od njega se učimo ponižnosti in v ponižnosti ljubimo drug drugega, pa to tudi izrazimo drug drugemu. Ne samo v srcu in v mislih, ampak v besedah in dejanjih izrazimo ljubezen drug drugemu. In še naslednji poudarek daje prerok, da skupaj hodimo z Bogom. Tako, kako sta učenca v Emaus. Najprej sta hodila sama, potem pa se jima je pridružil Jezus in sta skupaj hodila z Gospodom. To za nas lahko konkretno v našem življenju, v naši situaciji pomeni tudi, da znamo skupaj nastopiti proti nepravičnosti, ki je okrog nas. Pomembno je, da znamo kristjani ob nepravičnostih, ob nepoštenju, ki se dogaja ob krivicah, ki jih ljudje doživljajo, stopiti skupaj in skupaj povzdigniti svoj glas. V imenu Boga, v imenu njegove resnice, v imenu njegovega evangelija.
da skupaj zagovarjamo krščanske vrednote sredi vedno bolj, bi lahko rekli, vsaj pri nas, razkristjanjenega sveta. Tudi to pomeni skupaj hoditi ponižno z Gospodom. Pa tudi to, da izven osmine za molitev kristjanov, molitve za edinost kristjanov, iščemo možnosti za skupno pot, različne verske skupnosti. Lahko kar malo se izprašamo vest od smislu, kaj smo od lanske osmine za molitev za edinost kristjanov naredili do letošnje. Kakšno skupno pot smo naredili? Katere korake smo naredili skupaj? Nekaj smo jih, hvala Bogu. Vredno pa bi Bog pričakoval in želel še kaj več. Pa naj bo letošnja molitvena osmina vzpodbuda, da bomo tudi v tem smislu bolj ponižni in zato tudi bolj čuječi, bolj odprti za priložnosti, ki jih lahko skupaj, kjer lahko skupaj gradimo edinost med nami. Ta pot je pravzaprav pot Evangelija. V evangeljskem odlomku smo slišali, kako sta dva učenca šla v Emaus. In ta odlomek nam razodeva čudovito skrivnost, kako je mogoče Jezusa vstalega srečati v tem našem življenju, kako ga v živo lahko srečamo. Pravzaprav sem prepričan, da se nam vedno približuje, se nam vedno pridružuje, pogosto ga pa ne zaznamo, ga ne prepoznamo, kakor ga tudi učenca na poti v Emaus nista prepoznala. Odlomek nam vedno znova govori o tem, da je tukaj, da se nam vedno pridružuje. Kristus svoji cerkvi, torej nam, mi smo njegova cerkev, spremeni srce, obraz in pot. To izvemo iz današnjega evangelija. Spreminjal jima je srce. Njuno srce je počasi postajalo goreče v njima. Ko so se usedli za mizo in je razlomil kruh, jima je spremenil tudi obličje. Ko sta ona dva zagledala njegovo obličje in v njem prepoznala Božje obličje, se je tudi njuno obličje spremenilo, s katerim sta lahko pričala in pričevala drugim učencem, prijateljem, znancem in ljudem, ki sta jih srečala. In še spremenil jima je pot. Stala sta in se vrnila v Jeruzalem še tisto uro. Za 180 stopinj sta obrnila življenje. Vse to se lahko dogaja in se gotovo dogaja tudi nam. In vse to Gospod želi, da bi se zgodilo tudi med krščanskimi cerkvami. Babilonska zmešnjava in binkošti smo slišali v berilih. Molimo in prosimo, dragi bratje in sestre, da bi premagovali babilonsko zmešnjavo jezikov. Kajti to, tam, kjer se ne razumemo, tam, kjer smo še ločeni, tam pomeni, da se ne razumemo, da so nam se zmešali jeziki. Po drugi strani pa nam Bog daje svojega svetega duha in po duhu dar razumevanja drug drugega. In naj bo naša molitev v tem tednu goreča. Gospod, daj nam svojega svetega duha, daj nam milost edinosti, ki prihaja od njega. Amen. Nebeški Oče, pridružimo se Jezusovi molitvi pri zadnji večerji in te prosimo, daj, da bomo vsi eno. Daj, da bomo vsi eno. Gospod, pomagaj nam, da bomo z iskrenim pogovorom premagali vse ovire in dosegli edinost kristjanov. Daj, da bomo vsi eno. Daj nam,
da bomo pripravljeni ne le govoriti, ampak drugega tudi poslušati in se vanj uživeti. Daj, da bomo vsi eno. Učencema na poti v Emaus si se med pogovorom pridružil in jima odprl srce. Pridruži se tudi nam in ostani z nami. Daj, da bomo vsi eno. Pošli nam svojega svetega duha, naj se naučimo njegovega jezika ljubezni. Daj, da bomo vsi eno. Pomagaj nam, da postanemo sopotniki in pomočniki trpečih in zapostavljenih. Daj, da bomo vsi eno. Vsemogočni večni Bog, razodeni nam svojo voljo in sprejmi naša prizadevanja za spravo in edinost, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čas tvojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, po enkratni Jezusovi daritvi si nas privzel za svoje ljudstvo. Dobrotno nam nakloni darove edinosti in miru v svoji cerkvi, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami In s tvojim duhom kviško srca imamo jih pri Gospodu. zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primirno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem si nas pripeljal k spoznanju tvoje resnice, da nas druži ena vera in en krst v njegovo telo. Po njem si nam dal v vseh narodih obilje svojega svetega duha, ki v mnogovrstnih darovih čudovito deluje, ustvarja edinost, prebiva v posinovljenih otrocih in vso cerkev napolnjuje in vlada. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veselo slavimo. Resnično si svet Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Benediktom, našim nadškofom Marjanom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje
in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoje milosti in daj gledati Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, za apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. V teh 8 dneh, ko se bomo zbirali in molili, bomo predvsem imeli v svojih mislih eno prošnjo, ki jo je Jezus pri zadnji večerji tako srčno izrazil: Gospod, daj, da bi bili vsi eno. Gospodova molitev je molitev vseh kristjanov in ta molitev naj tudi nam pripomore, da bomo slavili Očeta in obhajali nekoč Gospodovo daritev kot bratje in sestre istega Očeta. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Vsemogočni Oče, reši nas vsega hudega, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ob Tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s Tvojim duhom. Kristus podarja tudi tokrat med tem bogoslužjem Tebi meni svoj mir. Mir, ki vključuje poštenost, dobroto, ljubezen, spravo, sočutje. Tudi mir si znamenje medsebojnega spoštovanja, ljubezni in miru podaj v roke. Mir s Teboj. Mir s Teboj. Mir s Teboj. Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Molimo. Nebeški Oče, to sveto obhajilo, ki smo ga prejeli, je vidno znamenje, da smo verniki zedinjeni v Tebi. Naj rodi tudi edinost v Tvoji cerkvi, po Kristusu našem Gospodu. Ob koncu tega svetega bogoslužja se presrčno zahvalimo vam, gospod nadškof metropolit, za to, da ste otvorili molitveno osmino za edinost kristjanov tukaj v naši mariborski nadškofiji. Pred nami pa je še veliko dogodkov. Jutri, v soboto 19. januarja, bo ob 18. evharistično bogoslužje z ekumenskim govorom generalnega vikarija, gospoda kanonika Janeza Lesnike, nedeljo sveta liturgija pri naših pravoslavnih bratih na Tržaški cesti ob 10. uri, v škofijski avli na Slomškovem trgu 20, pa v ponedeljek 21. januarja ob 19. okrogla miza, pri kateri bodo sodelovali predstavniki katoliške, pravoslavne, evangeličanske in binkošne cerkve. V cerkvi Svete Magdalene v Mariboru bo v torek 22. januarja ob 18.30 sveta maša z ekumenskim nagovorom gospoda kanonika Jožeta Goličnika, ekumensko srečanje mladih, ki bo potekalo v duhu tezejskih srečanj, pa bo v sredo 23. januarja ob 19. v evangeličanski cerkvi na Trubarjevi ulici 1. V cerkvi svetega Cirila in Metoda v župniji Maribor Tezno na Vrablovi ulici 21 bo v četrtek 24. januarja ob 18. sveta maša z mojim nagovorom. Ob sklepu molitvene osmine pa bo v Baziliki Matere Usmiljenja pri Frančiškanih v petek 25. januarja ob 19. sklepno evharistično bogoslužje, ki ga bo vodil tukaj navzoči gospod škof dr. Jožef Smej. Kot je bilo že rečeno, naj bodo ti dnevi, ki so pred nami, zares priložnost za našo molitev za edinost med kristjani. Zato sedaj prosimo gospoda nadškofa za blagoslov, ki naj nas spremlja na poti našega življenja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Bog vse tolažbe naj vodi vaše dneve v svojem miru in vam podeli svoje darove. Rešuje naj vas vsakega nemira in utrjuje vaša srca v svoji ljubezni. Podari naj vam živo vero, upanje in ljubezen, da boste naredili na tem svetu čim več dobrega, ter srečno prišli v večno življenje. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.